Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Planinska zveza Slovenije je pred dnevi podelila najvišja priznanja za delo na področju planinstva v državi. Med 11 prejemniki je bila tudi Katarina Filipič iz Planinskega društva Cerkno, ki jo prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan. Povejte nam, gospa Katarina, kako je bilo na podelitvi? Je bilo zelo slovesno v Ljubnem ob Savinji? Res je, bilo je zelo slovesno, zelo pozorno so nam podelili in utemeljili ta priznanja, te svečane listine. Slovenci smo planinski narod, več kot 10.000 kilometrov planinskih poti, 400.000 Slovencev naj bi hodilo v gore. To je pomemben element naše družbe, ne? Seveda je, Planinska zveza si zelo prizadeva, da bi jih več pridobila tudi kot člane planinske organizacije, zato ker skozi to članstvo se tudi zagotavlja nekje večja varnost v gorah. Recimo kot skozi vodene izlete ugotavljamo, da ni nesreč na teh vodenih izletih, ki jih vodijo vodniki Planinske zveze ali pa gorski vodniki recimo. Tako da ima Planinska zveza letos 63.000 članov, kar se povečuje, kar je zelo dobro, vendar do 400.000 je še daleč. Vsekakor, v zgodovino Planinskega društva ste se zapisali kot izjemna organizatorka, tako so navedli v utemeljitvi k vaši življenjski nagradi. V Planinsko društvo Cerkno pa ste vstopili že leta 1960. Pravzaprav 1960 sem vstopila v Planinsko društvo Idrija, ker sem kot dijakinja se vpisala v Idriji. V Cerknem pa sem od leta 1968 in od takrat tudi stalna članica. Dobrih 40 let pa ste že v upravnem odboru. Res je. Res je, in od tega sem bila nekaj let podpredsednica, od leta 1986 naprej pa sem bila 20 let predsednica. To je kar pomembna in najbrž odgovorna zadolžitev, naloga? Ja, zato ker sem vstopila takrat, ko se je dograjeval ta dom na Poreznu, kot je zdaj. In treba je bilo poskrbeti. Največ dela sem imela od začetka z pridobivanjem delavcev za tista finalna dela. Od obrtnikov sama sem jih vodila na Porezen, da so pokladali ploščice, pa elektrika, pa mislim, čuda stvari se je dogajalo in to je bilo treba usklajevati. S tem domom imate tudi sicer veliko skrbi, je pa tudi edini planinski dom, ki ga ima vaše društvo v skrbi, ne? Tako je, dolgo smo imeli dom na Črnem vrhu, pri katerem pa žal nismo uspeli urediti lastništva. In planinsko zavetišče na Robidenskem Brdu. To je bila stalnica, ampak ko se je gospa Pavla Mezek upokojila, tudi tam nismo več prisotni. Dom na Poreznu je odprt? Dom na Poreznu je odprt, redno odprt od sredine junija do sredine septembra. V zadnjih letih pa prakticiramo tudi odprtje v vikendih, tudi čez vso jesensko, zimsko in spomladansko sezono. Podobna društva imajo probleme z ekipami, ki vzdržujejo, z oskrbniki. Ta poklic je skoraj izumrl, ne? Ja, tako je. Tudi pri nas imamo velike probleme, vendar rešujemo z zelo pridnimi ekipami dežurnih. Imamo mislim, da je še 7 ekip, ki so pripravljene svoj čas deliti s planinci na Poreznu. Med sezono se imenujejo na vsak teden in naprej jeseni, po zimi, če je res lepo vreme, če so prave razmere. Sicer ni odprt, se pa to objavlja na spletni strani, a je dom odprt ali ni odprt. Tako da ljudje vedo, kaj lahko pričakujejo. Kakšen pa je obisk? Obisk je ob vikendih izreden.
če je lepo vreme, je tu množica. Zelo veliko. Porezen na nek način ni prav zahtevna gora, Ja, na nek način. na nek način v kopnih razmerah lahko rečem, da res ni zahtevna gora. Bilo katera pot ali iz Cerkljanske strani ali iz Petrovega Brda ali Podbrda, vse so lahke. Medtem ko po zimi pa je pa to nekaj drugega. Po zimi pa, če je sneg, če je mraz, je pa to zelo zahtevna gora. Kdaj je bil v vaši planinski, pohodniški, morda tudi alpinistični karieri najbolj nevaren trenutek? Ste se kdaj ustrašili za svoje življenje? Ja, no, na Porezno ravno ne, ker to poznamo. Če je po zimi, ko izvajamo ta zimski pohod na Poreznem, ki je tradicionalen, objavimo tudi, katere poti so varne in po katerih poteh naj hodijo. Takrat te poti s Cerkljanske strani običajno ne priporočamo, ker so strme, ker je zelo nevarno. In takrat usmerjamo iz Petrovega Brda, iz Davče, iz drugih strani. Po obiskovanju Porezna pa kot planinsko društvo hodite tudi na druge ture. Kam se? Seveda. No, v tej moji vodniški karieri smo marsikaj obiskali, predvsem naše Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe, večina teh najlepših, najbolj znanih vrhov. Pogosto smo se podali v zahodne Julice, tako da ja, tudi Koroška. Mi smo v svoji, mimo planinskega društva, tudi kam drugam še, recimo Großglockner, Matterhorn, Jungfrau. So bila to nevarna početja? Bi rekla, da ja, ampak vedno tudi s vodnikom, predvsem Matterhorn je tak, da brez vodnika ne gre. Se strinjate z mislijo, da je treba goro spoštovati in se je treba zelo pripraviti? Vsekakor. To je res najbolj važno, je, da se človek pripravi, da ve, kam gre, da ima opremo, da ima izkušnje, da ima predvsem spoštovanje do gore in tako bo dosegel tudi tisti užitek, kot ga gora lahko nudi. V zadnjem času opozarjajo strokovnjaki na pojav Facebook planincev, bova rekla, ki s fotoaparatom oziroma s telefonom iščejo bojda najlepše posnetke v supergah. Ja, to tudi, ko hodiš, če greš tam okrog Triglava, srečuješ vse mogoče ljudi z zelo tako superga opremo. In včasih opozarjamo, včasih pustimo, vendar dokler se nič ne zgodi, je v redu. Potem so pa reševalci, ne? Pride helikopter, odpelje Pa človeka. helikopter in tudi pokličejo helikopter. Nič ni težko, ne? Če se mu ne izide, pač Slovenija je na redkih, ki še zmeraj rešuje domače ljudi tudi brezplačno, pokrije država. Tujci pa, ne vem, verjetno morajo plačati. Bi bilo primerno, če bi vedli zavarovanje za primerne sreče v gorah? Ja, v tej smeri se pripravlja, po mojem, ena zakonodaja, ki to rešiva. Na dolgi rok pa je moč izboljšati odnos do gora in okolja, le če se za to navduši mladino. Tako je, vendar pa za navdušenje mladine je nujno, da se začne tu že v šolskem, najprej v družini in potem skozi šolo tudi. Zelo pomembno je, da ima šola mentorja planinske vzgoje in skozi to dejavnost se potem res razvijajo pravi planinci. To srečo imate v Idriji, ker je Nace Breitenberger tisti vzgojitelj že neštetih rodov planincev.
Kako pa je v Cerknem? Ja, v Cerknem, smo imeli v šoli tudi, takrat, ko sem jaz nastopila mojo predsedniško funkcijo, sta bili v šoli dve Marije, Miklavčič Marija in Uršič Marija. In ti dve sta bile gonilna sila. No, ko sta se ti dve upokojili, kar nastala luknja, potem čez nekaj let je prevzela Ivana Rupnik, vmes je bil tudi še Gorazd Lapanja, ki je imel mladinski odsek in je zelo dobro sodeloval s šolo. Ivana Rupnik je bila idealna, tudi za dobrih 7 let je prevzela to delo, ampak potem se je tudi ona odmaknila. Zdaj, vsi so mladi, ampak ni še zaživelo tako, da bi rekla, da smo zadovoljni s to dejavnostjo. Treba bo še veliko delati na tem. V okviru društva imate tudi poseben odbor za, čeprav vem, varovanje narave, ali kako se imenuje? Tudi tu je odsek za varovanje gorske narave. Načelnica je Damjana Čadež, ki je tudi opravila izobraževanje na tem področju. In zelo dobro dela in tudi še naprej pripravlja eno seminarsko nalogo, ki je zdaj tudi objavljena na spletni strani o Zapoški. Zanimiva, ne vem, kako bi rekla, grapa, pravzaprav, ki si jo vredno ogledati. Včasih na planinskih poteh, pravzaprav bolj na pohodniških poteh srečamo tudi kolesarje. Svoj čas ste bili tako nekaj skregani, sedaj ni več tako. Ja, dobro, ne kaže drugega, če gre razvoj v tej smeri, potem je pač tu treba sprijeti. In ko enkrat sprejmeš, tudi sodeluješ, in če sodeluješ, so stvari urejujejo. Tako da ja, zelo pogosti so kolesarji na Poreznu. Moti pa me mimo vseh poti, kolesarjenje mimo poti. Tu pa nekako ne morem sprejeti. Imate odsek, ki se imenuje turno-kolesarski odsek. Ja. Poskušate organizirati kolesarje. Ja, se pravim, če se organizira, potem se tudi sodeluje in skozi sodelovanje je manj problemov, kot pa če se upiraš, da tega pač ne bi počeli. Tudi sedaj, ko so električna kolesa, ni potrebno več toliko napora pravzaprav za pa ne vem, osvojitev vrha. Nisem sicer seznanjena, koliko jih pride z električnimi, vem pa, da kar s trudom prigonjalo na Porezen. Je potrebno nekaj napora. Ja, seveda. Porezen je tudi sicer, bi rekel, rdeča nit delovanja vašega društva. Veliko pohodov organizirate vsako leto, katere vse? Ja, najbolj smo znani po tem tradicionalnem zimskem pohodu na Porezen. Bilo jih je že 46 do zdaj. Ste bile na vseh? Ja, na vseh. Čestitam. Hvala. Ja, leta 1976 je bil organiziran prvi in od takrat, razen zdaj med Covidom, 2 let ga pač nismo izvedli. Na spletni strani Planinskega društva je tudi obvestilo glede božičnega pohoda. Je to nekaj novega? Ja, ni prav novo, je tam že, mislim, da je že kar 7-8 let, vendar pa ta nikoli ne bo posebej množičen. Organizira se samo v res v izredno dobrih razmerah, če so razmere na poti take, da lahko zagotavljaš, da bo varno, sicer pa se pa tega ne gremo. In seveda primerna opremljenost in pripravljenost, kondicija. Tako je, ker zimske razmere zahtevajo več kot pa letne. Moraš predvsem imeti s sabo vso opremo, se pravi, poleg dobre obutve tudi dereze, pa cepin, pa tako naprej, tako da moraš biti pripravljen. Vaše planinsko društvo bo prihodnje leto obeleževalo, mislim, da 120-letnico. Kako? Ja, zdaj najprej, seveda tu bo treba posebej proslaviti, najprej se pripravlja ena razstava skupaj z muzejem in potem verjetno bo tu sredi leta tudi ena prireditev, verjetno kar združena s tem letnim pohodom na Porezen. Pri pohodih so ostala pri zimskem
In pri božičnem, poleg tega imamo pa še tradicionalno srečanje na Poreznu, ki je vedno tretji vikend v avgustu. In ta ima pravzaprav tako dolgo tradicijo, kot ima zimski pohod. Ker je bilo takrat nekako določeno, da se organizira poleti srečanje na Poreznu. Najprej je bilo to srečanje borcev, mladine in planincev, no, ampak zdaj pa srečanje planincev. In dober namen. In pa seveda dober namen, pa dobra volja. Prej ste rekli, da je potrebno prenašati tradicije od starejših na mlajše, medgeneracijsko sodelovanje pravzaprav. Kako vam je uspelo vam osebno prenesti to naklonjenost do gora tudi vašim otrokom, vnukom? No ja, nekaj so odnesli od tega in tudi vem, da oba sinova rada gresta v hribe, tudi vnuki živijo nekako z naravo, ker so se bolj pridružili tabornikom. Predlagala sem predvsem Lari, to je moja vnukinja, da bi se odločila za ta mladinskega vodnika, vendar pa je preveč obremenjena z drugimi stvarmi, tako da ostaja zaenkrat pri tabornik. Mogoče kdaj kasneje. Ja, jaz upam, zato ker vsi taborniki itak živijo tudi z naravo in jo znajo spoštovati. To pa je tudi najpomembneje, ne? Tako je. Katarina Filipič, čestitam vam še enkrat za prejeto nagrado, za to spoštovanje, ki so ga izkazali planinci do vas osebno, do vašega dela, in vam želim tudi v prihodnje, da bi bili uspešni in zadovoljni. Ja, hvala lepa za čestitke in za lepe želje. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.